privabi največ planincev, ki jih odprtih vrat pričakujejo tudi višje ležeče planinske koče. Načelnika gospodarske komisije Planinske zveze Janka Rabiča prosim, da nas seznani s trenutno odprtostjo planinskih koč, pomembnimi informacijami za obiskovalce in večjimi projekti gospodarske komisije v letošnjem letu. Lep pozdrav v mojem imenu, vsem zbranim novinarkam in novinarjem. Takole, če se vzajemo že kar z okno v gore, vidimo, da se pravzaprav te poletne planinske sezone začenjajo že kar prej kot običajno, prej smo bili vajeni tam po 15. juniju oziroma julij, avgust, zdaj pa, če je lepo vreme, če so koče odprte, seveda ljudje željni narave, lepih razgledov, pač se odpravljajo že tudi v tem času v gore. No, zdaj mogoče nekaj podatkov na kratko. Od 181 planinskih koč za vitič in pa bivakov jih je zdaj odprti že 161, torej 20 jih še ni. To pa pomeni, da so to predvsem koče v Visokogorju, ki pa bodo tudi že 17. oziroma 18. junija, torej praktično čez nekaj dni tudi že vse odprte, tako da bo celotna paleta teh koč na voljo planincem, obiskovalcem gora. Zaprt, mogoče pomemben podatek, zaprt ostaja dom Petra Skalerja na Kaninu, ta se obnavlja in bo odprt naslednjo planinsko sezono. Vse informacije, torej ažurne, sveže podatke, tako odprtosti koč in vse ostale informacije, ki pač zanimajo planince, pa so na voljo na naši spletni strani, torej Planinske zveze Slovenije, pa tudi sicer so povsod tako v kočah, tako v društvih, lahko vsi dobijo podatke, tako da preden se odpravijo na turo, da pač določene stvari preverijo, da je potem čim bolj varna, glede tudi predočišč in ostalega, tako da se potem varno vračajo v dolino. Nekako je priporočilo, seveda, da se opravi rezervacija pred vzponom oziroma pred turo, predvsem za tiste, ki se v planine oziroma na vrhove odpravljajo za več dni, torej potrebna je rezervacija v sami planinski koči. Tudi tukaj so podatki vsi na voljo na spletnih straneh, tudi pri planinskih društvih, tako da pri tem ne bi smelo biti problemov. No, morda dve pomembni novosti v delovanju naše gospodarske komisije. Namreč letos smo že drugo leto v sodelovanju z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Bled izvedli seminar oziroma izobraževanja za oskrbnike in pa ostale osebe v planinskih kočah, predvsem s ciljem, da izboljšamo samo ponudbo in pa seveda kvaliteto teh storitev ljudi. Torej dobili so tako teoretične kot praktične izkušnje za delo z planinci, ki pridejo v kočo, v kuhinji, urejanje okolja, skratka imajo oziroma zadovoljstvo teh, ki so bili na seminarju, bilo zelo veliko, tako da je pričakovati tudi z teh plati boljšo ponudbo in pa prijaznejše sprejeme za planince, ki bodo prišli v te koče. Seveda, zdaj je te osebe oziroma oskrbniki so že zasedli svoja mesta po kočah. Potem mogoče nekaj besed o projektu, in sicer gre za energetsko in okoljsko učinkovite objekte od gora do dolin, ki jih sofinancira Ekosklad, Slovenski okoljski sklad. No, kdor bi več želel o tem zvedeti oziroma ga zadeva zanima, naj povem, da bo ena od teh aktivnosti, ki poteka 15. julija in pa 16. septembra, tako v domu na Menini planini, v domžalskem domu na Mali planini in pa v koči na planini Jezero, bodo odprti dnevi, ker bodo pač vsi obiskovalci oziroma vsi zainteresirani si lahko te projekte ogledali in seveda tudi dobili željene informacije o teh okoljskih naložbah. Mogoče je samo še to, da se konec tedna začenja tudi že tradicionalna poletna akcija Najplaninska koča 2017, že
tretje leto v sodelovanju Planinske zveze Slovenije in pa Steol.net. Torej samo še povabilo, dragi novinarji, drage novinarke, veseli bomo tako mi, kot seveda vsi oskrbniki, vsi ostali na Kočah, če jih boste poleti obiskali, tudi kaj lepega napisali, seveda tudi, če bo kakšna kritika, pač objektivne kritike nikoli ne zavračamo, tako da vabljeni seveda tudi v gore na Koče. Hvala lepa. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.